pisal tukaj Zlatko, drugačen od ostalih, Princ Fužin, Plečnikova roža in vi gledate Bekslam TV. V kurcu. Nikoli ga niti ni bilo stanja. Nikoli. Včasih mi je žal, da sploh govorim o slovenskem repu. Ker je krepu. Izdelaj. Pizda ne vem, če sploh kdaj živel. Smešan je zaradi tega, ker je, ne vem, mogoče tukaj v Sloveniji 5000 ljudi, ki fulno žiga kao eno slovensko rap legendo, a noben ne zna priznati, recimo, da kdo recimo naredi beden komad, tudi če je beden komad, te njegovi bo rekel, wow, ful je dober komad, on je legenda, kakšen Zlatko Čordić. Zakaj Zlatko Čordić? Zaradi tega, ker jih motič, da bodo odkriti. Če bi jaz bil recimo Rok Trakaj, verjetno bi zdaj imel že, ne bom sploh, hočem ti povedati, če bi jaz bil recimo Janez Novak v slovenskem repu, verjetno ne bi imel toliko pravice govoriti o repu po ulici, ne. Ampak če bi bil Janez Novak, ki bi odraščal na Fužinah, v isti družbi, kot sem odraščal, verjetno bi imel zdaj že private flight, no stop over. Ja, ampak to se bo folk smešno slišal in bo rekel, lega, on je en pač model, ki ima velik ego, poleg velikega ega ima še velik kurec. To pa lahko vprašajo svojo matko. Mislim, to je žalostno, ne, jaz verjamem, da so pač ljudje, mene bojo zmer videli, kot recimo enega Bosanca, ampak jaz jih moram popraviti, glede na to, da so toliko pametni, ni Bosanc, ampak recimo Bošnjak. To je prva stvar. Verjamem, da so bolj šolani od mene, samo pač noben od njih pa ne ve, recimo, kako, vsi so šolani prek knjig, vse so ljudje prebrali. Vsi me znajo definirati, ne vem, vsi recimo te kemike, ki študirajo recimo kemijo, vsi mi znajo definirati, kako iz česa je zmešan kokain, noben ga pa nikoli ni probal. A veš, kaj mislim? Vsi znajo povedati, kako trava raste, noben pa ne zna povedati, kako se zalima, kakšen je občutek dima. Vsi znajo povedati, recimo, kako izgleda, ne vem, iz česa je horse sestavljen, noben ga pa nikoli ni mešal, niti pakiral. Vsi znajo od njih meni povedati, koliko je 2 + 2 deljeno z 2, noben pa ne ve, kako je živeti, recimo, kad ti pomaga staršom, ne pa starši tebi. Vsi meni lahko govorijo definicijo vojne na Balkanu, noben pa ne ve, kako je, kaj je pri tebi doma, recimo, 6 izbeglic in čakajo svojo karto za boljši raj. Vsi vejo, kako je biti tukaj v Sloveniji pošten, delaven, vamo, tamo, noben pa ne ve, kako je tukaj, kad ti je fotor zlomil tukaj hrbet, mati je zlomila tukaj hrbet, ti pa še zmer nisi dobrodošel. Vsi vejo, kako je tukaj v Sloveniji full the best bit, in če ukradeš recimo en avtoradio, te bo zaprl za 7 let, če boš pa v propastjo največje slovenske firme, boš pa za določene heroje v svojem koncu. In to je slovenski rap. Če bi Zlatko Čordić bil Slovenc, bi me mogoče drugače gledal, ampak to so te pač bolani ljudje. Je pa še zmer tukaj na moji strani, recimo, folk, kakor sem jaz, je pač varianta Plečnikova rožca. Se pravi, dela pozitivne stvari. Vidi človeke, pač vidi ljudi, kakor same ljudi. Ne gleda jih, ne glede veroizpoved, barvo kože, nacionalnost, veš kaj mislim. Ampak sam recimo kot človek, ki dela pozitivne stvari in skrbi za boljše jutri in za boljšo družbo. In se pravi, ne glede na to, da je tukaj recimo 50% Janševcev, pa 50% Jankovičev in se med sabo ne morejo videti, to ni moj problem, to je problem njih. In meni se ne da razlagati recimo o slovenskem repu, dokler imamo problem v taki družbi, pač, da je naša družba čisto enostavno, ko bi rekel, zamazana in upropaščena in nafilana z nacionalizmom, sovraštvom in drugačnostjo. Ljudje ne sprejemajo drugačnih. Veš, kaj mislim? In meni se ne da razlagati o slovenskem repu, ker je zelo malo ta pravih reperjev. Hočem povedati, da nazadnje, ko so me vprašali, zakaj toliko sodelujem, in so rekel, pa sodelujem zato, ker rad pomagam ljudem. Sam pa sem prišel do zaključka, v bistvu, da sem mogoče naredil napako. Jaz sem sodeloval z ljudmi tudi, ki niso imeli stika sploh s slovenskim repom, niti z repom, niti z ulico. Danes pa teh cajtih vsak lahko dobi mikrofon, posname komad in je kao reper. Sam to je v bistvu bila moja napaka, ker jaz recimo sam, da sem prišel do tega sodelovanja, sem 10 let samo repu, freestylu, hodil na te žurke, une žurke, bil sem posod. Ti ljudje pa sploh niso bili v zuni brez matke, recimo določeni, veš kaj mislim, in oni so kao ful, zaradi tega ni slovenskega repa.